Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo vsebino, bi rada z vami delila nekaj novosti. MoneyHow ima novo spletno stran money-how.si, vabljeni, da si jo ogledate. Poleg tega bi vas rada spomnila na dogodek MoneyHow Live, ki se bo zgodil 20. aprila v živo v Kristalni palači. Prijavite se čim prej, kar precej je že zasedeno. Povezava je po opisu epizode. Številni mi tudi pišite, da bi radi podprli MoneyHow. Zdaj imate tudi to možnost v sklopu MoneyHow Friends. Gre za naročniško storitev v sklopu YouTubea. Povezava pa je tudi v opisu epizode. Mogoče samo, če to v sklopu Friends paketa boste dobili več vsebine, tam vam bo tudi prej na voljo. Imeli bomo tudi Ask Me Anything seanse, kjer bomo odgovarjali na vsa vaše vprašanja. Predlagam, da ga kar gremo na vsebino. Kot rečeno, v tokratni epizodi, zdaj že skoraj tradicionalno, lahko rečemo, imamo epizodo o davkih. Se pravi, tako kot vsa leta doslej, tudi letos, rok za oddajo napovedi za odmero dohodnine od dohodkov iz kapitala je 28. februarja. Številni lovimo zadnje minute za oddajo te napovedi, tako da dajmo se letos vsaj psihološko pripraviti na ta podvig malce prej. Torej, kdo mora dati napoved in kdo ne, kaj če zamudim, ali finančna uprava ve, koliko dividend ali pa kapitalske dobičkov smo ustvarili v preteklem letu, kako optimizirati davke, kako je z obdavčitvijo različnih teh inštrumentov. Prejeli smo ogromno vprašanj preko našega Discord kanala in to bomo danes tudi odgovarjali z dvema davčnima strokovnjakoma. Jure Mercina je z nami, partner Leitner & Leitner, in pa Ivan Kranjc, odvetnik in davčni strokovnjak v podjetju CMS Slovenija. Živjo! Živjo! Tako kot lansko leto, tudi letos sem pripravila dosti na podoben način, da bomo čim bolj konkretni, se pravi, smo postavili vprašanja in pa seveda bomo potem tudi iskali odgovore skupaj z vama. Kar gremo v akcijo, tako kot lansko leto, tudi letos gremo kar odgovoriti na ta vprašanja. Preden smo začeli to epizodo, si rekel Ivan, da je zdaj v bistvu sezona za vas davčne svetovalce, zdaj vsi hitite za izpolnjevanjem davčnih teh napovedi, pa mogoče, če lahko poveš, kaj se zdaj trenutno pri vas dogaja, kakšna je situacija, obsedeno stanje, koliko strank morate podelati? No, mislim, ni lih obsedeno stanje, no, načeloma je pa tako, da februarja smo bolj obremenjeni z davčnimi napovedmi za fizične osebe, ker njim se rok izteče konec februarja, medtem ko marec je potem bolj skoncentriran na pravne osebe, na samostojne podjetnike, ki morajo pa obračune iz svojega poslovanja pa iz dejavnosti oddati praviloma do konca marca. Tako da, ja, glede te oddaje davčne napovedi, če začnemo kar z vprašanji, ki jih tukaj postavljajo, rok za te napovedi, o katerih se danes pogovarjamo, govorili bomo verjetno bolj o dividendah, o kapitalskih dobičkih, o obrestih, se pravi o dohodkih pa dobičkih iz kapitala. Ta rok je zdaj poenoten in sicer je 28. februar za vse te vrste napovedi. Včasih je bila ta stvar drugačna, je bilo že treba med letom spotoma napovedovati, zdaj je pa za vse odsvojitve, ki smo jih naredili tekom leta 2022, ali pa za vse dohodke iz kapitala, ki smo jih dobili tekom leta 2022, moramo napoved oddati do 28. februarja 2023. Zdaj, kdo mora napoved oddati? Načeloma vsi, ki so dobili kakršenkoli dohodek ali pa dobiček iz kapitala, ne glede na starost, ne glede na status, recimo tudi, če je nekdo šolar, študent, mladoleten, upokojenec, mora to napoved oddati. Mogoče pa samo ena izjema, če ste dobivali kakšne dividende od domačih izplačevalcev ali pa če ste dobivali obresti od domače banke, v tem primeru vam pa napovedi za ta dva konkretna dohodka ni treba dajati, zaradi tega, ker že izplačevalci sami podatke sporočijo na finančno upravo in vam potem izda finančna uprava avtomatično odločbo. Mogoče, če lahko samo še poveš velikost portfelja, da se ti splača v bistvu najeti davčnega svetovalca? Pa niti ni toliko važna velikost portfelja, kakor velikost dohodkov, ki jih dobiš, pa koliko je zate osebno muka izpolnjevati te obrazce pa administracijo voditi.
poznam podjetnike, recimo, ki nimajo nobene afinitete do administracije, poznam pa take, ki pravzaprav uživajo tudi v papirologiji. Jaz načeloma delam na način, da probam ljudi naučiti, da to sami potem tudi delajo. Se pravi, enkrat mu pokažeš, mogoče dvakrat, potem bo znal pa že sam naprej izpolnjevati, oziroma če ne drugega, tudi če ne bo znal do konca izpolniti, saj vedel bo, na kaj biti pozoren, katere podatke zbirati, pa kakšne evidence voditi zase. Mogoče bi tudi vprašala te vezano na razne pomočnike. To smo videli na našem Discordu, kar precej nekih teh pomočnikov, bom tako rekla, temu se kroži, in sicer gre za pretvorbo predvsem Interactive Brokers izpiskov za uvoz v e-davke. Tukaj recimo konkretno davkomat.si, je pa tudi še nekaj drugih, malo bolj zakompliciranih variant. Kaj se ti misliš o tem? Mislim, vsekakor je to dobrodošla pomoč. Zdaj, prva stvar, ki jo moramo vedeti, je, ni treba, da vedno oddajamo napovedi preko e-davkov. Če imamo manj transakcij, torej če imamo do 10 transakcij na leto, lahko damo napoved v papirnati obliki. Kadar pa presegamo 10 transakcij na leto, takrat je pa zakonom predpisano, da je pa treba preko e-davkov vložiti napoved. In v tem primeru, da nam ni treba vsake napovedi, vsakega vrednostnega papirja, vsakega dohodka posebej vtipkavati noter v platformo e-davki, nam lahko tudi taki pomočniki lahko pomagajo. Je pa stvar taka, na e-davkih so obrazci prednastavljeni, noter so označena polja, podatki, ki jih morate imeti. In pomočnik recimo ti nič ne pomaga, če nima že ob vhodu, torej pri izvozu iz spletne platforme, recimo iz Interactive Brokers, dosti kvalitetnih podatkov, pa tazga nabora podatkov, ki ustreza e-davkom. Fajn je, če jih je več, ni nič narobe, problemov pa takrat, če jih bo premalo, ker takrat bo pa treba vseeno tudi na roke dopolnjevati še določene postavke. Zdaj, tudi eno vprašanje, predvsej novincev je, ki nas posluša, mogoče tukaj samo še eno vprašanje, kje se nahaja vsa ta navodila za izpolnjevanje obrazcev in koliko so poenostavljena za vse uporabnike? Navodila so na spletni strani Fursa, se pravi za vsak obrazec, ki ga lahko preko e-davkov oddate, oziroma za kakršenkoli davčni obrazec, tudi če je v papirnati obliki, vedno obstaja ali metodologija za izpolnjevanje, ali navodila za izpolnjevanje, pa ponavadi so zraven še kakšni šifranti, ker tudi v te obrazce ne upisuješ vsega z besedami, ampak moraš že kakšne šifre noter vnašati, vrsta dohodka 0,4 in tako naprej. Skratka, je malo, davčne latovščine. Vse, kar je pa zadeva taka, da če si funkcionalno pismen, pa če znaš izpolniti, položnico na banki, potem boš lahko tudi te obrazce izpolnil. Niso toliko zakomplicirani. Položnice. To sva že povedala, kdo mora oddati, kdaj moramo oddati, mogoče še ta vpliv na socialne transfere, to je dostikrat vprašanje, ki ga tudi dobimo. Prihodki iz kapitala, pa dobički iz kapitala, čeprav niso vključeni v vašo letni informativni izračun dohodnine, pa čeprav niso obdavčeni z letno stopnjo dohodnine, vsem predstavljajo dohodek. In tudi te dohodki se upoštevajo v tistih cenzusih pa mejah za določene socialne transferje. Se pravi, če vi dobite obresti, dividende izplačane, realizirate kapitalski dobiček in dobite dohodek iz tega naslova, vam to gre v kvoto in lahko vpliva na socialni transfer. Plus še ena posebnost, tudi če se vrnemo nazaj, tukaj imaš lepo opombo napisano, tudi mladoletni morajo dati napoved. Se pravi, če nekdo mladoletni dobiva dohodke iz naslova kapitala, ali pa recimo, če je študent dobiva te dohodke, pa ga starši uveljavljajo kot olajšavo v svoji dohodninski napovedi, kot vzdrževanega družinskega člana, pri določenem dohodku se ta ugodnost neha. Se pravi, če ti sam kot mladoletni ali pa kot študent, ki te starši uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana, na leto iz naslova dohodkov iz kapitala zaslužiš več, kot je splošna dohodninska olajšava, potem te starši ne morejo več uveljavljati kot vzdrževanega družinskega člana. To je pa treba paziti. Lahko, nima lih katastrofalnih posledic, ampak lahko pa poruši, ta nek plan, ki ga ima družina, kar se davkov tiče, če so tako tax aware, da malo planirajo tudi s tem. Jure, pogovarjali smo se z Ivanom, smo se pogovarjali o tem, da je cel kup, zdaj, da je v bistvu sezona vaša, koliko imaš pa ti kaj dela zdaj za oddajo napovedi? Ja, je kar veliko dela, zato ker v bistvu sezona je tako
pri obdavčitvi fizičnih oseb, do konca februarja, kot tudi na področju pravnih oseb, se zdaj pripravlja obračune davka od dohodkov pravnih oseb, tako da je kar velik dela. Gremo kar naprej pa s tole vsebino, kdaj da in kdaj ne je potrebno prijaviti. To je bilo zelo veliko vprašanj in sicer je ali potrebno tudi prijaviti nakup delnic oziroma naložb. Tega smo dobili res precej. Toda gremo zaenkrat za vse pojasniti, ali treba tudi nakup delnice prijaviti. Ja, če lahko jaz začnem, potem vidva dopolnim, da če se ne strinjata. Tako, v zakonu piše, da ja, FURS pa pravi, da ne. Se pravi, v praksi niso ljudje vedno prijavljali nakupov delnic, tudi jaz poznam ljudi, ki jih niso prijavljali in nihče zaradi tega še ni dobil globe. Lansko leto je FURS dal tudi neko pojasnilo, da se samo tako imenovani kontrolni deleži prijavljajo, se pravi, če imaš več kot 25% delež, da to bi mogel prijaviti kot kapitalsko naložbo, vsega ostalega pa ne bi bilo treba. Tako da to je pa za moje pojme neka poenostavitev, ki jo je FURS narekovajih rečem, dovolil zavezancem. Ja, jaz se tukaj strinjam s tem, kar je Ivan povedal, edin mogoče lahko še omenim, da pač ta prag kontrolnega deleža, verjetno je tukaj nek 25% ali 50%, se ne vem, v bistvu nikjer ni predpisan, to so pač, FURS je tako navodilo dal, da pač se tako v praksi izvaja, ampak manjka pa tukaj tudi neka vzadnja zakonska podlaga in zelo verjetno je pa tudi vprašanje, ali lahko na podlagi toliko nejasnih predpisov sploh sankcioniraš nekoga, ki tega ne prijavi. Tako da jaz pa tudi ne poznam, da bi to glih ljudje veliko prijavljali teh naložb. Ja, lansko leto je kar precej završalo, ko je prišla ta novica, sploh ni novica, ampak pač o tem se je začelo govoriti in dejansko smo tudi takrat lansko leto to vse natančno raziskali. Ok, a gremo naprej, primer 2, leto sem izključno samo kupoval, prodal pa nič. Ali vseeno, ali je potrebno karkoli prijaviti FURS-u preko e-davkov? Ne, v tem primeru ne. Dejansko isto, se pravi, bistveno je, ali smo dosegli nek dohodek. Če smo prodali kapital, če smo dobili obresti ali če smo dobili dividendo, v tem primeru prijavljamo. Pa še to samo za primere, ko ne bo že slovenski izplačevalec sam poročal. Vse ostalo, če samo kupujemo, to pa ni obdavčljiv dogodek in tega nam ni treba prijavljati. Torej, potem gremo naprej. Nisem nič prodajal, dobil sem pa nekaj dividend. Ali je to potrebno prijaviti? Ja, dividende je treba prijaviti v vsakem primeru, ne glede na to, ali v bistvu se je s temi instrumenti kaj dogajalo v smislu prodaj, prenosov, ali pa jih je pač imetnik samo držal in dobil dividende. Tako da ni pa tudi neke spodnje meje, ni. Tudi če vi dobite nek zelo nizek znesek dividend, je to ravno tako treba prijaviti. Je pa potem pravilo, da če bi znašal odmerjen davek manj kot, mislim, da je 10 ali 20 evrov, potem FURS v bistvu 10, potem FURS niti ne izda odločbo o tem, da se davek ne odmeri. Ampak to še ne pomeni, da vi niste dolžni napovedi vložiti. Napovedi treba po vsakem primeru vložiti. Mislim, čisto praktično, 10 evrov davka pri dividendi, se pravi pri 25% stopni pomeni, da za vsake dividende, ki presegajo 40 evrov, bi bilo treba napoved dati, oziroma napoved je treba v vsakem primeru dati, ampak če bo vrednost dividende pod 40 evrov, vam FURS davka ne bo odmeril. Pa glede napovedi, se to so pa z Juretom že lansko leto izpostavljala, če vi dobite dividende od slovenske družbe, recimo od Krke ali pa od Leka, vam posebej napovedi potem na konc leta ne bo treba dati, zato ker bojo že izplačevalci sami na FURS sporočili, da so vam izplačali, tudi davek bo sproti že odtegnen in dejansko ne boste imeli nobenih obveznosti glede poročanja ali pa plačila dodatno. Bi pa jaz v zvezi s tem mogoče še povedal en detajl, ko smo se z njim srečali v praksi. To pa je, če imate vi recimo neko tujo trgovalno platformo, pa dobite, pa pač ste delničar neke slovenske družbe, recimo Krka ali pa Petrola, in potem ta slovenska družba izplača dividendo, seveda pri tem naredi odtegljaj, potem pa, ko poteka avtomatska izmenjava podatkov o prejetih dohodkih iz kapitala med državami, pa seveda ta tuja trgovalna platforma javi svojemu davčnemu organu, pa potem seveda ta javi našemu FURS-u,
kakšen je bil znesek dividend. In v ta znesek notor so vključene tudi slovenske dividende. In potem, kaj pride v praksi, ste vi recimo vse napovedali, dividende, ki jih dobite iz tujine, dividende od slovenskih izplačevalcev seveda niste napovedali, kar je prav, ker je bil že narejen odtegljaj, ampak potem Fursu ne grejo skupaj te podatki, ki jih oni dobijo od tuje trgovalne platforme in pa podatek, kaj ste vi v bistvu napovedali v Sloveniji. In potem pozovejo zavezance, da pojasnijo, zakaj tega niso napovedali. In tukaj je treba zelo paziti, da se ne vloži napoved za te dividende, ki jih dobite od slovenskih izplačevalcev, ampak da se samo pojasni, zakaj do te razlike prišlo in da gre tukaj za dividende, ki so bile prejete od slovenskih družb in da za njih ni treba dati napovedi, ker je bil že narejen odtegljaj ob izplačilu. Tako da to je mogoče en tak detajl. Jaz moram reči, da imajo kar precej posluha na finančni upravi, tudi jaz sem imela lansko leto eno podobno situacijo in smo zelo lepo in hitro rešili vse zadeve. A gremo kar naprej. Tukaj je en primer vprašanja, mislim, da je bila punca, se je imenovala kot Newbie, pravi, da je kupila delnice, 20 delnic, 10 delnic je prodala v istem letu, ko je kupila, 10 delnic pa potem naslednjem letu. Ali moram spet prijaviti prodajo 10 delnic v letu, se pravi, ko jih je prvič prodala in potem še teh 10 delnic, ki jih je prodala potem drugič? Ja, logično. Za vsako odsvojitev v vsakem koledarskem letu je treba dati ločeno napoved. Dejansko smo tukaj prodali dvakrat in obakrat smo prodali različne delnice. Se pravi, najprej smo jih 10 prodali, teh zdaj nimamo več, in v drugi tranši naslednje leto smo jih še 10 odprodali. Skratka, vsako leto bi mogla ona napovedati odsvojitev 10 delnic. Samo 10 delnic, ne pa 20, se pravi tistih 10 iz... Odsvojila jih je 10, vsako leto 10. Ok, gremo naprej. Kaj davčna gleda? Koliko nas natančno pogleda, se lahko davčni skrijemo? Ja, jaz mislim, da vsako leto manj, če se govorimo že glede skrivalnice. Zdaj mogoče čist neke informacije. Davčna recimo ima neposreden pogled na bančne račune, ki jih imamo mi odprte pri slovenskih bankah. Kar se tiče tujih bančnih računov, neposrednega vpogleda nima, ampak dobi vsako leto v okviru avtomatske izmenjave informacij podatek o tem, kakšen je bil promet na tem računu. Tako da ravno tako dobi od upravljalcev teh trgovalnih platform, recimo ali pa od tujih borzno-posredniških družb ali pa tujih bank, če imate morda tam sredstva v upravljanju, tudi podatek o tem, kakšni so bili dohodki iz kapitala, ki ste jih tam dosegali. Tako da v bistvu na nek način Furs ima kontrolne podatke in če se te kontrolni podatki ne ujemajo za vašimi davčnimi napovedi, ki jih vlagate v Sloveniji, potem takrat v bistvu pošljajo dopis, v katerem pozovejo bodisi, da se pač manjkajoči dohodek napove, oziroma da se pač objasni, kaj je ta razlika. Mogoče tukaj sam še povedati, da vseh računov pa tudi ne rabimo prijavljati, ampak to bomo potem v nadaljevanju. Še eno vprašanje je bilo glede predizpolnjenih podatkov. Tukaj konkretno vprašanje od Jona, ko sem lani vlagal napoved za odmero dohodnino dividend, mi je ostalo v spominu, da sem imel izbrano, da predizpolni podatke iz zadnjega vloženega dokumenta in sem moral samo popraviti vrednosti. Ostalo je bilo že vse izpolnjeno. Letos je zgodba drugačna, nič ni izpolnjenega. Kaj delam narobe, se sprašuje Jon. Ja, jaz sem šel tudi sam pogledati konkretno noter v e-davke Persepa, in v bistvu odgovora na to vprašanje nimam, ker tudi sam sem odkljukal tam predizpolnjeno od lanskega leta za dividende in mi ni nič predizpolnjeno, tako da lahko da gre tukaj za neko tehnično napako v e-davkih. Ki upajmo, da bo odpravljena do 28. Ok, gremo kar naprej. Neprijavljena ali neresnična prijava, se pravi, pozabil sem prijaviti kapitalske dobičke ali pa sem se zmotil pri oddaji. Mogoče, če lahko poveste, koliko je teh primerov v praksi, kolikokrat se ljudje zmotijo. Dogaja se tudi najboljši, če sem lahko iskrena, tudi najbolj izkušeni, ki zašuštrajo na vsake kvatre.
Ja, mislim, če zadevo prijaviš pravočasno, pa noter narediš nek honest mistake, to ni problema. Vse se da razčistiti, če so kakšne diskrepance, FURS vedno pozove na dopolnitev, na obrazložitev in tako naprej, tako da lahko na koncu izdajo odločbo tako, kot je treba. Bolj je samo prijava pomembna takrat, kadar kaj pozabimo, bodi si, ker ali nimamo podatkov, pa zamudimo rok, ali pa ne vemo, se ne zavedamo, da smo naredili obdavčljivo transakcijo, pa se pol na to spomnimo ali nas pa upozorijo. V tem primeru samo prijave pravzaprav dobimo dve ugodnosti. Kot prva je, da se izognemo globi za prekršek, in druga prednost je, da imamo v tem primeru nižje zamudne obresti od prepozno plačenega davka. Ja, tukaj prav davkarija so prav izpostavili, da se obračuna dodatna davčna obveznost plus zamudne obresti. Ja, od prepozno plačenega davka se vedno obračuna še zamudne obresti zraven. Zdaj, recimo pri pravnih osebah v inšpekcijah je zadeva taka. Če ti v inšpekciji odmerijo davek, dobiš 7% zamudne obresti, če v inšpekciji sam narediš samo prijavo, dobiš 5% zamudne obresti, če pa narediš samo prijavo popolnoma samostojno, preden se inšpekcija začne, pa samo 3%. Mislim, ko govoriš 3, 5, 7, je to zelo veliko, če sploh tista 7 je kar precej, no? Tukaj so tudi navedene globe od 250 do 400 evrov, če ne oddamo, oziroma 400 do 5000 evrov za navedene nepravilne ali neresnične podatke. Preverila sem tudi pri FURS-u, kdaj začnejo z nadzorom. Napisali so mi, da začnejo praktično takoj po izteku roka za oddajo napovedi, odvisni so pa od posameznega primera. Se pravi, v enostavnih primerih izvedejo rutinske kontrole, v bolj kompleksnih pa gredo v bolj poglobljen nadzor. Dokazila, kaj je potrebno vse priložiti, kakšno dokumentacijo, mogoče, če lahko še povemo. Ja, zdaj mi običajno priložimo zraven tudi neka dokazila. Ne zgolj, da napovemo nek dohodek, ampak tudi damo zraven neke izpise iz teh trgovalnih platform, s čemer tudi v bistvu nekako dokazujemo to. A te vaše stranke bolj trgujejo preko slovenskih brokerjev oziroma brokerjev, ki so tukaj v Sloveniji, ali imajo tudi tuje brokerje? Naše stranke imajo glavno tuje brokerje, tako da, ali pa imajo recimo premoženje pri kakšnih tujih bankah v upravljanju. To so individualno upravljanje, ali kako? Ja, v bistvu, ja, velike stranke tudi, kjer je individualno upravljanje, v bistvu ne kjer ta oseba sama trguje, ampak za njo nekdo drug trguje. Tako da to so predvsem mogoče kakšne malo bolj, dajmo reči, ta starejši profil strank, medtem ko mlajši so pa večinoma tisti, ki sami trgujejo. A pa mlajši tudi se obrnejo na davčne strokovnjake? Ja, seveda, tudi smo imeli nekaj vprašanj. Vprašam. Evo, optimizacija, to vsi si želimo. Jure, ti si omenil za eno zadevo, ki jo je letos se splača izkoristiti, pa ti bom kar predala besedo. Jaz sem sicer tukaj napisala, ampak boš ti lepo to objasnil. Ja, omenil bi rad, v bistvu gre za eno posebnost, ki se uporablja samo za leto 2022. V drugem letu, v 2023 tega ne bo več možno uporabiti, zaradi tega, ker je prišlo do spremembe zakona v tem delu. Gre pa za opcijo, da si zavezanec lahko sam izbere, da se bojo tudi njegovi dohodki iz kapitala in pa iz najemnin uštevali v letno dohodninsko osnovo in bili posledično obdavčeni po progresivnih davčnih stopnjah. Torej vemo, zdaj trenutna splošna ureditev je, da so dohodki iz kapitala obdavčeni cedularno, torej po fiksnih davčnih stopnjah in se ne uštevajo v letno dohodninsko osnovo. Kdaj se pa to zavezancem splača? Splača se v vseh tistih primerih, ko bo davčna stopnja, po kateri bi bili obdavčeni te dohodki iz kapitala, če se bi uštevali v letno dohodninsko osnovo, da je ta davčna stopnja nižja od pa teh predpisanih cedularnih stopenj. Torej, te cedularne stopnje so 25%, za dividende, pa za odsvojitve do 5 let, pri kapitalskih dobičkih potem padajo vsakih 5 let do 15%, potem pa so po 15 letih te dobički neobdavčeni. Zdaj, za kater profil v bistvu vlagatelju je to zanimivo? To je zanimivo predvsem za tiste, ki recimo zaradi tega, ker ne dosegajo recimo dohodkov iz zaposlitve ali pa kakšnih drugih dohodkov, ki se vštevajo v letno dohodninsko osnovo, imajo še neizkoriščeno splošno olajšavo. Tako da recimo splošna olajšava je 4500 evrov bila za lansko leto
in če nimate dohodkov iz zaposlitve, recimo, ki bi že nekako, dajmo reči, po domače porabili to davčno olajšavo, jo lahko s tem v bistvu uporabite za vaše dohodke iz kapitala. Zelo poenostavno, če ste normiran SP, bi tale situacija oziroma ta institut v letu 2020 zelo prav prišel, ker boste lahko svojo osnovo za kapitalske dobičke pa dohodke iz kapitala znižali za 4500 evrov. Ni pa nujno, da bo pa to ugodno. Če ste imeli veliko dohodkov iz tega naslova, se z nas zgodi, da bo pa tudi efektivna davčna stopnja presegla tistih 25, ki bi jih sicer plačali. Tako da v vsakem primeru je treba narediti izračun. Pa če imam jaz prav spominu, je treba dati neko posebno izjavo na FURS, da boš uporabil to možnost. Ja, mislim, kot sem jaz gledal, je treba v bistvu to v ogovor za informativni izračun dohodnine uveljavljati in tam to napovedati. Se pravi, ne gre avtomatično, moraš nek opt-in narediti. Tako. V bistvu, če nič ne naredite, se to obdavči kot dohodek iz kapitala pač cedularno, torej to pravico morate izrecno uveljaviti. In tudi izrecno je določba, da če vlagate vi napoved po samo prijavi, potem to ni več možno. Torej, če zamudite te roke, ni možno več tega uveljaviti na ta način. No, evo, super, zelo zanimivo. A je še kakšno mogoče skriti namig za letošnje leto? Mislim, za fizične osebe niti ne. Kle so pravila dosti jasna, niti ni kakšne velike možnosti za optimizacijo. Mogoče bomo pa kasneje govorili tudi o tistih pravilih navidezne osvojitve kapitala. Včasih se je dal prodajati z ničelno izgubo za poslovne namene, ampak za davčne namene se je ta izguba generirala. Zdaj tudi to že odpadlo. Ni več dovoljen. Drugače pa recimo, če enkrat začnete trgovati kot SP ali pa kot DO, oziroma pri SP je še neka druga posebnost. Pri DO-jih je pa odvisno od tega, kako vaše naložbe vrednote. Načeloma po računovodskih standardih, glede na to, kakšne vrste naložba je, pa kako se odločiš, jo lahko vrednotiš po pošteni ali pa nabavni vrednosti. In tukaj lahko pa prihaja do, recimo, imamo dve podjetji, ki imate lahko enake naložbe, ampak ker se eno odloči za pošteno vrednost, druga pa po nabavno vrednost, vrednotenje, pride potem pri njiju do razlike pri sami obdavčitvi. Je pa to, že malo višja matematika v primerjavi s tem, kar delajo fizične osebe pri napovedi kapitalskih dobičkov pa dohodkov iz kapitala. Ja, jaz bi mogoče omenil še to, če bi se recimo odločili za trgovanje, recimo, da držite naložbe preko družbe, preko nekega DO-ja, je prednost predvsem pri dividendah, zato ker prijete dividende se na ravni DO-ja izvzemajo iz davčne osnove. Seveda, so tukaj še neki pogoji, da ne smete za neko družbo iz davčnih oaz, ampak v osnovi, če gledamo neke borzne družbe, se lahko ta izvzem naredi, medtem ko pri fizičnih osebah je pa treba plačati 25% davek. Tako da seveda je treba tukaj vzeti v obzir tudi pač neke stroške, ki jih imate z DO-jem, tako da to se v bistvu splača samo, če imate že same po sebi v portfelju bolj ste usmerjeni k dividendnim delnicam, oziroma potrebujete ta denarni tok, pa se s tem v bistvu lahko ta obdavčitev odloži do trenutka, ko boste potem recimo splačali dobiček iz tega DO-ja na vas kot fizično osebo ali pa na eni točki potem recimo zaprli ta DO, pa celo mogoče po 15 letih neobdavčeno prišli do tega. Kdaj pa na kateri točki se ti pa splača odpreti SP ali pa DOO, če se ukvarjaš samo z trgovanjem, z investiranjem in ne z drugo dejavnostjo? Ja, mislim, poleg tega, kdaj se splača, je prvo vprašanje, kdaj bi pa mogel. Se pravi, kdaj se tisto, kar delaš, že šteje za dejavnost in FURS to potem tudi dojema kot dejavnost in bi rekel, ti bi se mogel registrirati in plačevati davke kot podjetje, kot tako. Pri SP-ju je mogoče ena posebnost, da ti naložb oziroma tako klasičnih naložb, ki jih imaš kot fizična oseba, ne moreš voditi vseh kot SP. Moraš obvezno potem odpreti DO, če hočeš naložbo prenesti. Oziroma dobiva dohodke iz nje na neko drugo entiteto, ne nase osebno. Glede velikosti je pa tudi odvisno od kot prvo denarnega toka, koliko dobivaš dohodkov iz tega in kot drugo, kakšni so stroški upravljanja, pozdrževanja te entitete, ki jo imaš. Se pravi, za DO
se moraš zavedati, da moraš najprej imeti 7500 evrov osnovnega kapitala, pa recimo, da že imaš neke naložbe, pa jih lahko daš kot stvarni vložek noter, ampak potem je treba tudi mesečno imeti stroške transakcijskega računa, ki ga mora imeti del odprtega pri banki kot poslovni račun, je bistveno dražji kot za fizične osebe, in pa potem tudi stroški compliance, se pravi računovodstvo, redni davčni obračuni, pa vsi ostali stroški, ki jih imate, recimo tudi z najemom prostora, registracija poslovnega naslova in tako naprej. Zanimivo. Gremo naprej. Davčne stopnje. Letos ni nobenih sprememb, čeprav se je lansko leto govorilo, da mogoče celo bodo spremembe. Se pravi, to ostane nespremenjeno, tako kot je v bistvu tukaj tudi v tabeli zapisano. Do 5 let 25%, med 5 in 10 20%, od 10 do 15 15% in od 15. leta oziroma več, če imamo 15 let in več držimo naložbo, je pa 0%. Ja, to drži. No. Dve stvari bi mogoče tukaj omenil. Naložbeno obdobje je ostalo enako. V primerjavi z lanskim letom se je višina davka za ta prvi razred, se pravi naložbe do 5 let, znižala iz 27,5 na 25. In druga stvar, ki se jo moramo zavedati, je, da ta tabelica, ki jo imamo, velja izključno za kapitalske dobičke. Medtem ko za dividende, pa za obresti vedno velja 25% davčna stopnja, ne glede na to, koliko časa držimo naložbo, iz katere dobimo pol ta dohodek. Mogoče še to vprašanje po 15 letih, kaj se zgodi, ali moramo prijaviti ali ne, oziroma oddati napoved? Ja, po 15 letih v bistvu napovedi ni več treba vložiti. Tako je bilo tudi stališče Fursa. Tako da v tem primeru ni treba vlagati napovedi. Oziroma stališče bo takrat še za 20 let, ampak smiselno enako. Zdaj se je to preneslo na 15 let, s tem, ko se je tudi skrajšalo to obdobje, po katerih so odsvojitve neobdavčene. Gremo naprej. Davčna reforma bo letos, oziroma v letošnjem letu je napovedana velika davčna reforma. Kako vidva, kaj vidva pričakujete, kdaj jo pričakujete, kako se v bistvu obnašati kot vlagatelj? To je tudi zelo pomembno vprašanje, ko se odločamo za investicije. Če zelo grdo povem, nabavite kristalno kroglo. Davčno okolje v Sloveniji je zelo nepredvidljivo. Preveč hitro se spreminjajo predpisi, ki jih imamo, davčne stopnje, načini obdavčenja, da bi lahko se obravnavali kot neko stabilno okolje, ki je varno za investitorja. Tako da še vedno smo dosti banana republika, kar se tega tiče. Res je, da za leto 2024 so napovedali neko večjo reformo. Vlada oziroma Ministrstvo za finance nekako predvideva, da bi do poletja lahko imeli nek predlog ali pa osnutek tega, kaj se bo dogajalo. Glede samih dohodkov pa dobičkov iz kapitala, jaz nisem videl kakšnih, ali pa nisem slišal za kakšne velike spremembe, razen ene, in sicer je tukaj vprašanje, a ne bi začeli tudi pasivne dohodke, torej obresti, dividende pa kapitalske dobičke po novem obdavčevati s prispevki za socialno varnost. To je pa zadeva še vedno odprta, pa za moje pojme bo precej kontroverzna. Ojej, še to. Mi imamo že toliko teh prispevkov na našo plačo, pa da nam bojo še na to obesali neke prispevke, katastrofalno, če se ta scenarij zgodi. Sorry. Ja, drži. Načeloma do zdaj veljalo, da se s prispevki obdavčuje aktivne dohodke, se pravi dohodke iz dela, medtem ko dohodkov iz kapitala naj se ne bi obdavčevali s prispevki. Res pa je, da ta ideja ni nova. Že par let nazaj se je govorilo, da ne bi se šlo v to smer. Na ta način se da zelo hitro nafilati te socialne, pokojninske, zdravstveno blagajno. Vprašanje pa je eno, kakšen bo odpor javnosti do tukaj, oziroma kakšen je pol interes kapitala. Vedeti moramo namreč, da če mi bolj obdavčimo delo, bojo delavci težko pobegnili ven iz Slovenije, medtem ko kapital se da pa dosti hitro preseliti ven. In o tem bomo tudi imeli posebno epizodo. Kako preseliti kapital iz Slovenije. Ja, jaz bi rekel, se nekako še vedno ostajam optimist, da se ta scenarij ne bo uresničil, seveda ne moramo ga pa povsem izključiti. Je pa mogoče to potem še en dodaten razlog, zakaj je mogoče portfelj prenesti na kakšno entiteto oziroma DO, da se izognemo to vrstnim učinkom. Ja, to bomo potem pregravali te scenarije. Gremo kar naprej. To smo dobili kar precej teh vprašanj na našem Discord kanalu, in sicer, da so dobili obvestilo od Interactive Brokersa in CapTraderja, da bi morali izpolniti Ireland Interest Tax Form 836. Kaj to sploh pomeni in kako ne bi to izgledalo v praksi? Ali sta videla mogoče tukaj pogledala?
Ne, čisto konkretno tega primera ne poznam, no. Je pa ponavadi stvar taka, da kadar broker od tebe zahteva izpolnjevanje kakršnih koli obrazcev ali pa potrjevanje kakršnih koli obrazcev strani lokalne davčne uprave, je to ponavadi namenjen temu, da se davčni odtegljaj na viru, se pravi ob izplačilu dohodka, zniža in da vam gre to dejansko v korist. Jure, bi ti še kaj mogoče dodal? Meni tudi ta konkreten primer ni poznan, no, ampak verjetno gre za nekaj takega. Ne? Sploh recimo, če se tukaj zahteva zraven še kakšno potrdilo o davčnem rezidentstvu Slovenije. Pri teh obrazcih, pa potrdilih, ki jih zahtevajo v vašem lokalnem davčnem rezidentu, gre za sledečo zadevo. V praksi lahko pride do dvojne obdavčitve. Pa niti ne toliko do dvojne obdavčitve, kakor do nekega začasnega zamika, ko je lahko pobranga več davka, kot bi ga bilo treba pobrati. Gre pa predvsem za to, vsaka država lahko sama določi, po kakšni stopnji bojo odtegnili davek od takih dohodkov, recimo je to 20, 25, 30%. In ob izplačilu dohodka iz tujine vam dejansko ta davek tudi odtegnejo. Recimo, da vam ga odtegnejo po 30%. Vi kot slovenski davčni rezident morate ta dohodek vseeno napovedati tudi v Sloveniji in od tega plačati v Sloveniji davek. Pri nas je recimo od dividend 25%. Davek, ki ste ga plačali v tujini, vam bo slovenska davčna uprava upoštevala kot v tujini plačan davek in vam bo za njega znižala lokalno davčno obveznost, ampak pri tem obstaja tudi omejitev, namreč ne bojo vam pustili znižati kar za cel davek, ki ste ga plačali v tujini, ampak običajno je to največ za 15%, kakor je po mednarodni konvenciji o izogibanju dvojnega obdavčenja največja dovoljena stopnja. In te obrazce se ponavadi uporabljajo ravno zaradi tega, da se lokalni odtegljaj v tujini zniža na teh 15% in da ne preplačujete davka v tujini. Greva naprej. Se pravi, ali moram napovedati tudi izgube? To je res eno tako spet zelo pogosto vprašanje. Ja, glejte, tukaj je brez veze govoriti o izgubah po dobičkih. Treba je govoriti o tem, da je treba napovedati transakcijo. In če ste vi odsvojili nek kapital, ne glede na to, da ste naredili dobiček ali izgubo, morate to transakcijo napovedati. Zdaj, če ste naredili dobiček, vam bojo ob napovedi potem odmerili nek davek na dobiček. Če ste naredili izgubo, davka sicer ne bo, ampak na dva momenta je treba biti tukaj pozoren. Prvi moment je, vseeno je treba dati napoved, čeprav davek ne bo odmerjen, se pravi, da ne dobite globo zaradi tega, ker obrazca niste oddali. In pa drugi moment je, če ste vi realizirali izgubo z določenim vrednostnim papirjem, pa ste potem z drugim vrednostnim papirjem naredili dobiček, ali pa recimo od prodaje nepremičnine realizirali dobiček, vam bo ta generirana izguba lahko ta dobiček deloma znižala. Se pravi, pride do tega offseta med dobički pa izgubami, ki jih realizira znotraj koledarskega leta. In v teh primerih, če delate v določenih transakcijah z dobičkom, v drugih pa z izgubo, se vam že zaradi tega splača dati napoved tudi za. Pa ne bom rekel, da se vam splača. Tako bi mogli dati napoved, ampak v tem primeru ima napoved izgube tudi smisel, čisto ekonomski smisel. Se strinjam, to sem lansko leto jaz kar precej prakticirala, ker sem pač nekako ocenila, da je to smiselno. Ja, jaz bi mogoče še tukaj sam dodal, kar ste že omenili, sicer me je malo spet zmanjkalo. Če imate v portfelju neko zgubarsko naložbo, mogoče je smiselno držati do trenutka, ko boste prodali tudi neko naložbo za dobičkom. In v tistem letu potem tudi to zgubarsko naložbo prodate z namenom ustvarjanja tega davčnega ščita, da pride do tega pobota in da potem plačate manj davka. Ja, kaj pa v špekulativnih izgubah, bomo o tem kaj povedali? No, mislim, lahko na hitro, ta pravilo navidezne odsvojitve kapitala. O tem smo tudi že dosti govorili. No. Dejansko gre za to, kaj je logika za tem. Vsakič, ko ti odsvojiš nek kapital, ti FORS pri transakciji prizna tudi neke normirane stroške. Običajno ti priznajo strošek v višini 1% nabavne vrednosti in 1% prodajne vrednosti kapitala. Zdaj pa, če ti v istem trenutku prodaš vrednostni papir in ga kupiš nazaj, si ga prodal in kupil za isto vrednost. Se pravi, ekonomsko se tvoje premoženje ni nič spremenilo, ampak za davčne namene si pridobil 2% normiranih stroškov. In če to narediš 50krat, dobiš normirane stroške v višini tvoje naložbe.
In ljudje so začeli v preteklosti to izkoriščati, zaradi tega, da bi offsetali svoje dobičke, zaradi tega je FURS stvar zabrenzal in že koliko je 4 leta nazaj, ali že celo več, so uvedli to pravilo navidezne odsvojitve kapitala, kjer so rekli, da se normiranih stroškov ne bo priznali, če boste vi znotraj 60-dnevnega roka, se pravi 30 dni pred odsvojitvijo kapitala ali pa 30 dni po odsvojitvi kapitala, pridobili istovrstni vrednostni papir nazaj. To je ena stvar. In pa druga stvar po novem je tudi, da ti normiranih stroškov ne bojo priznali za več, kot si ustvaril samega dobička pri transakciji z vrednostnim papirjem. Se pravi, ne moreš več z zaporednimi prodajami akumulirati normiranih stroškov. Ja, zdaj mogoče še dodal, da ne samo normiranih stroškov, ampak če pride do dajmo reči, prodaje pa ponovnega nakupa v manj kot 30 dneh, tista izguba celoti, tista prvotna izguba, ki si jo s prvo prodajo ustvaril, ni priznana. Torej ne moreš za to izgubo pobotati z dobički, ki si jih sicer ustvaril pri drugih vrednostnih papirjih. Kar šibajmo naprej, prijava računov, to je tisto, kar sem na začetku povedala. Zdaj je zelo veliko vprašanj, vsakeč, ko se pojavi nek nov broker, dobimo vprašanje, ali to moram prijaviti na FURS-u. Tukaj glavni in ključen poudarek, trgovalni računi se ne prijavljajo, plačilni da. Trade Republic je trgovalni račun, torej se nam ga ni treba prijaviti FURS-u. Tako da je tukaj še kaj? Magic word tukaj je IBAN koda. Se pravi, če imate vi na računu IBAN kodo, da ga lahko uporabljate za prejem denarja in za plačevanje, potem je to plačilni račun, ki ga je treba prijaviti. Da, to je to. Jaz mislim, da gremo lahko kar naprej. Delnice, zelo veliko udaril dobijo naši poslušalci od raznih brokerjev ali pa ker sodelujejo v raznih anketah in podobno in potem seveda dobijo tudi delnico od recimo brokerja, to je v primeru Interactive Brokers, tako. Zdaj pa vprašanje, ki se tukaj pojavi, kako se plača davek na dobiček, ko tako delnico prodaš po tržni ceni. Lahko mogoče pomagate odgovoriti našemu poslušalcu. Ja, zdaj tukaj je treba malo paziti. Če vi dobite neko delnico kot nagrado ali pa kot mogoče neko kompenzacijo za to, da ste nekje sodelovali, ali pa v nekih nagradnih igrah, tukaj potem sam prejem te delnice, to ni dohodek iz kapitala, ampak v bistvu govorimo o drugem dohodku. Zdaj, če recimo se mogoče navežem kar na neke nagradne igre, to recimo do 42 evrov, če to prejmete, je neobdavčeno. Če pa vrednost tega presega, je pa treba dati napoved in vam bo FURS na podlagi vložene napovedi odmeril akontacijo dohodnine od drugega dohodka. Ta akontacija se odmeri po stopnji 25%, drugi dohodki pa se potem uštevajo v letno dohodninsko osnovo, kar pomeni, da če bo vaša efektivna davčna stopnja na letni ravni višja, boste mogli še to razliko tam doplačati. Torej, to je prvi korak, ko vi to delnico prejmete. Naslednji korak je pa potem, ko vi to delnico prodate. In takrat se bo pa seveda potem ugotavljala razlika med tisto vrednostjo, ki ste jo takrat napovedali kot višino dohodka ob prejemu in pa vrednost te delnice ob prodaji. Tako da tukaj ne moramo reči, da je tukaj davčna osnova oziroma da je vrednost ob pridobitvi nič, ampak v bistvu se gleda tista vrednost delnice v trenutku, ko ste jo vi prejeli. To je v bistvu kar pomembna zadeva za razumeti, ker načeloma vrednosti teh delnic niso višje od 42 evrov, tako da načeloma govorim. Kako pa je v primeru, če podjetje izplačuje dividende, v takem primeru recimo Interactive Brokers? Ja, zdaj dividende so v bistvu obdavčene. Dividende vi lahko dobite šele potem, ko tako delnico prejmete. In seveda dividende bojo obdavčene kot dividende. Vi ste pač imetnik teh delnic, tako da se obdavčajo po splošnem pravilu o obdavčitvi dividend. Ok, gremo kar naprej. Podatki o transakcijah. Ne vem, kdaj sem kupil delnice, kje dobim to informacijo in koliko časa je dolžan broker hraniti naše podatke o nakupu oziroma o transakcijah. Tukaj je lahko kar težava, če tega podatka nimate. Zdaj, kaj tukaj samo prednosti tega, da tudi FURS tega podatka nima? Če ga vi nimate, ga tudi FURS zelo verjetno nima.
Sicer pa lahko Furs mogoče vprašamo, če nam lahko pomaga pri tej informaciji. Ne vem, kaj drugo. Dajmo to uporabiti kot last resort. Mislim, ko ti prodaš, pa ne veš, pa mogoče Furs ve, ne, to je tudi lahko dobra informacija, mislim, če druge informacije ni, ne. Mislim, tako je, če ne moreš iz sistema, ki ga uporabljaš, ali pa iz sistema tvojega brokerja te informacije dobiti, ti ostaneta samo dve variante, ne. Ena je, da pobrskaš po svojih starih papirjih, druga je pa, da pobrskaš po svojih starih napovedih, ki si jih delal, ne. Če si takrat prijavljal pridobitve, ti lahko ta podatek tudi pomaga. Ampak če podatkov nimaš kaj narediti. In potem si tudi... Mislim, iz sistema jih ne moreš dobiti, lahko probaš pisati direktno brokerju na kakšen support, če se da dobiti podatke, ampak če jih tudi oni nimajo, če so zgubljeni, če so prevzemali kakšne portfelje, pa so te podatke zgubili, je pa konc. Ni več kaj zelo veliko narediti, ne. In kako potem prijavljaš potem to zgodbo oziroma to delnico, kako narediš potem prijavo oziroma napoved? Kot da si jo kupil prejšnje leto. Ja, nekega pravila tukaj ni, ne? V praksi je to lahko zelo velika težava. Bi pa še nekaj poudaril, ne? Da tukaj se ne zanašati samo na podatke brokerja, ne? Pa potem, ko ne boste imeli podatek, da se krivda zvali na brokerja, ne? Ker davčni zavezanec sam je tisti, ki je dolžan hraniti te podatke, ki so pomembni za obdavčitev. Ne? Tako da tukaj je priporočljivo tudi, da se recimo, ne vem, če kupujete delnice, da se tukaj podatke o nakupih ali nek Excel pisuje, ali da se shranjuje te papirje, ne? Ker nikoli ne veste, ne? Kdaj pride do nekega prevzema ali pa celo broker se zapre, pa takrat bo njim zelo vsem, tudi če boste vi ne vem zakaj prosili, sploh če je to nek tuj broker, ne bojo oni veliko časa ravno zgubljati z vami, no, če lahko grdo reče. Glede hrambe teh podatkov, kot bi rekel, vsak je dolžan sam zagotoviti podatke. Zdaj, tukaj se ne nanašati samo na ta 5-letni ali pa 10-letni zastaralni rok za davke. Če rabite vi podatek o nabavni vrednosti vrednostnega papirja, ki ste ga dobili 12 let nazaj, morate tudi ta podatek hraniti, čeprav je starejši kot 10 let. Zaradi tega, ker je sicer star podatek, ampak pomemben za današnjo obdavčitev. Druga stvar, ki se treba zavedati, je pa, da tuji brokerji niso zavezani slovenskim predpisom glede hrambe dokumentov. Ne. To, če pri nas, pa nisem prepričan, to velja ali ne, da bi recimo po kakšni zakonodaji o trgu vrednostnih papirjev predpis, da je treba take podatke hraniti 10 ali pa 15 let, mogoče v tujini so predpisi drugačni. Ok, kaj pa ta vprašanje, to smo tudi dobili preko Discorda, na Interactive Brokers je ta custom rate ti v bistvu zajame od prvega do zadnjega trgovalnega dne, ne pa za celo koledarsko leto, poročilo je pa sicer izdelano za celo koledarsko leto, je to ok, sprašuje. Ja, zdaj v davčno napoved je pač treba napovedati vse odsvojitve, ki so bile upravljene v koledarskem letu. In pač tak zajem podatkov je tudi treba dati, zdaj če boste vi predložili drugačen zajem podatkov, pa bo ta zajemal vse odsvojitve, ki so bile tudi v koledarskem letu narejene, pa je to ok. Drugače pa... Po drugi strani nima nobenega smisla imeti podatek o dnevu, ki ni bil trgovalni dan, ker na tisti dan ni mogla biti transakcija, ne? Se je čisto logično. Ok, gremo naprej. FIFO, kaj pomeni obdavčitev po metodi FIFO? To mislim, da imamo čisto vsako leto več vprašanj na to temo, tako da gremo enkrat za vselej odgovarjati, čeprav bomo po mojem naslednje let spet odgovarjali. Metoda FIFO, first in, first out. Ne? Vse vrednostne papirje, vse delnice si morate predstavljati kot domine. Zlagate jih lepo v vrsto, vsakeč, ko dobite nove, jih date na desno stran, ne? Da se vrsta daljša, vsakeč, ko pa delnice prodajate, jih morate pa začeti jemati iz leve strani stolpca. Se pravi, vedno, ko pride do odsvojitve, se najprej proda tiste, ki so najstarejše. Zaradi tega je pa treba imeti tudi dobre evidence, v katerih je zajet tako datum, ko ste pridobili posamezno delnico, kot morebitna povečanja skozi leta in pa seveda za vsako pridobitev delnice tudi njena nabavna vrednost. Mislim, da Ivan se je zelo plastično dobro ponazoril, bi pa sam še mogoče en korak nazaj šel. To je do uporabe metode FIFE pride takrat, kadar govorimo o istovrstnih delnicah. Torej, ko vi pridobite iste vrste vrednostnega papirja, isti ISIN, pa ste jih pridobili na različne dneve, potem jih pa tudi odsvojite, različno ali pa na različne dneve.
Kako pa je z davki, če mesečno kupuješ ETF-e ali se šteje čas od posameznega vplačila? Datum pridobitve. Vsakič, ko se ti naložba poveča, si pridobil nek nov kapital in na tisti dan moraš imeti datum pridobitve in vrednost. Ok. Opcije. Je tukaj kakšna novost? Kako je z obdavčitvijo? Še vedno 40% davčna stopnja za izvedene finančne inštrumente? Ja, ta davčna stopnja še vedno je, še vedno se uporablja in tukaj ni bilo nekih sprememb, tudi ni poznano, da bi kaj na to področje posegali. Ivan, imaš ti kaj tle za dodati? Ne, mogoče samo to. Ne. Ta 40% obdavčitev tako velja samo za prvo leto. Se pravi, če boste vi neko opcijo ali pa izveden finančni inštrument držali več kot eno leto, bo po tem enem letu obdavčen popolnoma enako kot katerikoli drug kapital. Tako da samo to je treba paziti. Ne. Če odsvojite pred enim letom, veljata 40% davek, če odsvojite po enem letu, se obdavčuje kot običajen kapital. In pa druga stvar je, vedno morate paziti, kaj dejansko kupujete. Ali kupujete običajen kapital, ali kupujete izvedene finančne inštrumente. Dosti ljudi se recimo tukaj zmoti ali pa narobe prebere prospekt, ne ve točno, v kaj vlaga. In težava nastane, če pride do odsvojitve v roku enega leta. Če pride pa do odsvojitve po enem letu, bo pa stvar obdavčena na enak način, čeprav po drugem členu zakona oziroma preko drugega obrazca. To verjetno govoriš o eToru. Številni poslušalci so nas opozorili, da preko eTora zelo hitro lahko se ti zgodi nakup CFD-ja. Ja, CFD je tak tipičen derivativ, izveden finančni inštrument. In če ga odsvojiš pred potekom enega leta, je treba to napovedati na obrazcu za izvedene finančne inštrumente in tudi plačati 40% davek na realiziran dobiček. Če sploh veš, da je to CFD. To tudi moram povedati. Ja, smešno se sliši, ampak dejansko se je zgodil tudi najboljšim finančnim strokovnjakom, da so zašuštrali. Je pa res, da je zdaj na eToru to malo bolj označeno, kot je bilo v preteklih letih. Tako da zdaj po moje bi to mogel vedeti. No? A gremo kar naprej. Frakcija delnice, to je zdaj nekaj, kar je povsem običajnega, vsaj v tujini. Pri nas se mi zdi, da še ni možno kupovati frakcije delnice. Kako je z dividendo v primeru nakupa frakcije delnice in kako se to prijavi, enako tudi z kapitalskim dobičkom oziroma ko prodaš frakcijo delnice? Kako je s tem? Ja, frakcija delnice je v bistvu nek sorazmeren del delnice. Ne? Torej, če jaz prav razumem, ne kupiš cele delnice, ampak recimo polovičko. Ne? In tukaj tudi nekih posebnosti ni. Pač se napove recimo 0,5, pa nabavna vrednost, prodajna vrednost in seveda, ko se to zmnoži, se dobi davčno osnovo. In enako verjetno tudi z dividendo. Če imate frakcijo delnice, potem ne dobite poln znesek dividende, ampak samo sorazmeren del. In ta sorazmeren del se potem tudi napove na napovedi za dividendo. Ivan, bi ti kaj dodal? Ne, tukaj res ni nobene posebnosti, samo številke so manjše. Zdaj tako, ne? Zdaj je trend tudi v svetu in pa tudi v Evropi, da v bistvu dobivamo obresti za neinvestiran denar pri brokerju. Z dvigom ključnih obrestnih mer se je pač tudi to pojavilo. Kar nekaj teh trgovalnih platform tudi uporabljajo te obresti zato, da privabljajo stranke. Recimo tak primer je Trade Republic, ki v bistvu ponuja na neinvestirana sredstva 2%. Če smo včasih plačevali ležarine, danes v bistvu nas nagrajuje zato, ker imamo denar tam. Ne? Kako pa je recimo s plačilom davka na obresti v tem primeru, ko dobimo recimo od Trade Republic 2% na leto? Ja, jaz mislim, da v tem primeru bi davek bilo treba plačati. Mi sicer poznamo eno posebnost, ta oprostitev obresti do 1000 evrov, ampak pri tej oprostitvi treba paziti dve stvari. Kot prvo, velja samo za obresti, ki jih dobite iz bank iz Evropske unije, in kot drugo, velja samo za obresti v višini običajnih avista obresti. Se pravi, obresti, ki jih dobite iz naslova depozitov in presegajo avista obresti, praviloma niso upravičene do te olajšave in je treba na njih plačati 25% davek. Ja, tole ni banka, ni avista. Kaj torej to je? To so običajne obresti za moje pojme. Jaz bi jih tukaj napovedal in potem bi mi FURS tudi odmeril 25% davek od prejetih obresti. Aha, ok, to je pa kar precej obdavčeno. Se pravi, da ta ugodnost v bistvu zdaj je izpadla kot neugodnost.
Ja, mogoče bi jaz še dodal dve izjemi. Ena je obresti na depozite, kjer velja ta oprostitev do višine obresti 1000 evrov. Druga so pa obresti na pozitivno stanje na transakcijskem računu pri izvajalcu plačilnega prometa. Tukaj bi pa mogli zdaj pogledati za ta konkretni primer, ali bi lahko to izjemo uporabili, ker te obresti so po celoti izvzete iz obdavčitve. Prebral sem zakonsko dikcijo, to je 2. točka 82. člena Zakona o dohodnini. Torej, prvo vprašanje je, ali je to transakcijski račun ali ne. In pa drugo vprašanje je, ali je v bistvu to izvajalec plačilnega prometa, torej Trade Republic. Transakcijski račun to ni, drugač bi ga mogli tudi prijaviti verjetno na FURS. Ja. Izjeme ne moreš ponuditi. Tako da to definitivno je še malce za raziskati. Bom jaz to vprašanje poslala tudi FURS-u, ker je vsekakor zanimivo vprašanje. A gremo kar naprej. Dividende, to smo za danes že kar precej povedali. Zdaj, kako je z obdavčitvijo dividend, to smo povedali 25%. Kaj pa dividende, ki so bile izplačene večkrat na leto, se šteje znesek vseh, kako je potem to treba urediti vse te zadeve? Ker nekatere družbe izplačujejo večkrat na leto, sploh v tujini. Ja, če je bilo več izplačil letno, je žal tako, da je treba vsako posebej poročati. Zato, ker je v bistvu obveznost sestavine napovedi je datum prejema dividende, in bi treba potem žal to vse. To je kar velik glavobol, sploh pri teh, Ja, čeprav po črto je čisto vseeno, kdaj znotraj leta ste dobili, tudi če bi na koncu leta bi si sam kumulativo napovedal, bi bil znesek davka enak. Zdaj Apple in drugi v Ameriki izplačujejo res kar precej pogosto te dividende, se pravi, v bistvu res ima še zelo veliko dela z prijavljanjem teh dividend FURS-u. Na lastnih izkušnjah lahko povem, da je to kar precej zamudno pravilo. Gremo naprej, kje dobiti podatek o odstavku in členu mednarodne pogodbe, ki ga je potrebno navesti v e-davkih pri napovedi dividend, konkretno za Nemčijo. To pa ne vem, če sploh pride v poštev za slovenske zavezance, ker to se običajno nanaša na oprostitve, kadar nerezident dobi dividendo. Kje pa dobimo sicer podatke o davčni številki, identifikacijski številki in naslovu vseh teh, ki izplačujejo dividende v drugih državah EU in pa ZDA? To moraš pa malo verjetno pogooglati, ali kako? Ja, jaz mislim, da sploh, glavni tisti podatek je osnovni podatek vedno ISIN koda. Na tej podlagi se tudi potem, to je tako neke vrste EMŠO, nekega vrednostnega papirja. In potem na tej podlagi se verjetno dati podatke, nekaj se dobi že mogoče z trgovalne platforme, ostalo pa dejansko se pogoogla podatke o teh družbah. Kako pa v primeru prejema dividend slovenskih izdajateljev, to smo že povedali, v bistvu nam oni odtegnejo davek in je to, ne? Sporočijo na FURS vse podatke. Tega nam tudi ni treba napovedovati do 28. februarja. Kopiranje portfeljev, to je tak trend iz tujine. Tukaj smo zelo v nemilosti recimo temu ki ga kopiramo, ker pač če več ko trguje, več dela imamo potem izdavki, če jaz prav razumem. Ja, to je kot prvo, kot drugo pa mogoče so njegovi davki drugačni, kot so naši davki. Če je kakšen, tak, ki na high volume trada CFD-ja, se njemu mogoče računica izide, nam se pa ne bi. To je zelo dober point, sploh te 40% zelo hitro lahko je to kar glavobolno. A tukaj še kaj za dodati mogoče, gremo kar naprej? Ne, nič. Ne, nimam tukaj nekih komentarjev. Vzajemni skladi, prodal sem vzajemne sklade domače slovenske, torej družbe oziroma družbe za upravljanje, ki ima sedež v Sloveniji. Ali to moram prijaviti FURS-u ali to stori DZU namesto mene? Same prodaje morate ravno tako sami v bistvu prijaviti FURS-u. Prednost je mogoče ta, da tukaj od slovenskih DZU že dobite v bistvu vse podatke pripravljene na tak način, da se v bistvu precej enostavno to davčno napoved pripravi. Mislim, da celo pripravijo neko XML oziroma XCS datoteko, ki lahko vi potem sam uvozite v e-davke in dejansko ni treba nič ročno vnašati, samo skontrolirate podatke. A to DZU pripravijo sami od sebe ali moraš ti to naročiti in plačati za to storitev? To pa težko komentiram, ker nimam praktičnih izkušenj. Oziroma pred leti enkrat je bil primer, da
da so to sami dali celo zastonj kot neke vrste dodatno storitev za svoje stranke, ne, ki je po moje dosti v redu. No. Če še vedno drži. Ja, to lahko predstavlja neko konkurenčno prednost, ne, recimo slovenske borzno-posredniške družbe napram tujim, ne, da se pač ni treba potem preveč ubijati za napovedi. Ja, kar se pa tiče borzno-posredniških družb, je pa zgodba malce drugačna, je pa potreba to, kakor sem jaz gledala, za to storitev plačati. Za to, da ti pripravijo podatke. Ni to zastonjska storitev. Pri družbah za upravljanje, DZU-jih, ki imajo vzajemne sklade, je bilo pa pred leti, zdaj ne vem, kako je, so pa pač pripravili te podatke. A gremo kar naprej. Kotirajoči skladi, ETF-i, kako je, če investiramo v sklade, ki kotirajo na borzi, kaj moramo prijaviti, kako moramo prijaviti. Tukaj predvsem zelo veliko vprašanj vezano na dividende, akumulacijski versus distribucijski ETF-i. Ja, mislim, da zadeva je po vsebini zelo enaka ostalim naložbama. Ne? Če se zdaj lotimo teh akumulacijskih pa distribucijskih pa razlika, dostakrat recimo slišiš, da meni pa dobička niso izplačal, se pravi nisem dobil dividende, ampak sem zato dobil nove enote sklada, ne? Mislim, da mi tega ni treba prijaviti, kar pa dejansko ne drži. Tukaj sta dve transakciji, pravzaprav, ki sta relevantni za namene davko. Prva je to, da ste dobili nek dohodek, se pravi dividenda iz sklada, druga je pa, da ste s to dividendo pridobili nov kapital. Te napovedi za nov kapital vam sicer ni treba dati, ker to ni še obdavčljivo, ampak rabite pa podatke o datumu pridobitve, pa o vrednosti, po kateri ste ta kapital na novo pridobili. Pri ETF-ih je mogoče še to, morate pogledati, kaj se dogaja z vašo naložbo, ki jo imate. Če se recimo izplača nek dohodek in se število vaših deležev, ki jih imate, ali pa delnic poveča, potem je tukaj šlo dejansko za distribucijo dohodka in pridobitev novega kapitala. Včasih se pa zgodi tudi to, da se število naložbe ne poveča, ampak da se samo poveča vrednost točke sklada. V tem primeru pa ta zadeva ni za napovedati oziroma ni obdavčljiva, ne gre za izplačen dohodek. Mislim, da akumulacijski na takšen način funkcionirajo, da v bistvu se poveča vrednost točke in ne število oziroma enot. Drugače smo prejeli tudi lansko leto odgovor od Fursa, ki je objavljen tudi na blogu moneyhow.si, kdaj so dividende neobdavčene, tako da ste vabljeni, da si to malce bolj podrobno pogledate. Dvojna obdavčitev, nekaj smo o tem že govorili, a je potrebno tukaj še kaj dodati, kdaj nas to lahko doleti, kaj moramo vedeti, ko kupujemo delnice oziroma naložbe? Ja, mogoče dvojna obdavčitev lahko oziroma predvsem nastopi pri obresti pa pri dividendah. Pri kapitalskih dobičkih ne, zato ker načeloma kapitalski dobički so vedno obdavčeni samo v državi rezidentstva vlagatelja, medtem ko pri dividendah in pa obrestih je pa tako, da pač je po pravilih konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja ima tudi država vira pravico, da obdavči en del te dividende, pri čemer pa je ta stopnja omejena navzgor po konvenciji. Recimo je to od bodisi od nič do največ 15%. Zdaj, pomembno je, da vi, ko vlagate napoved, če je bil nek davek plačan tudi na viru, torej v državi, kjer ima sedež ta družba, ki je dividende izplačala, da to uveljavite tudi v sami napovedi. Zato, ker Slovenija vam bo ta davek priznala in potem boste tukaj dolžni doplačati samo še morebitno razliko do stopnje 25%. Je pa treba tudi paziti, da Slovenija prizna ta v tujini plačan davek največ do tiste višine oziroma do tiste stopnje, ki je dogovorjena v konvenciji o izogibanju dvojnega obdavčevanja med Slovenijo in pa državo, v kateri je ta družba izplačevalka. Tako da tiste morebiten presežek bi pa mogli teoretično iti v državo vira, kjer je ta družba in tam od lokalne davčne uprave to zahtevati nazaj. Kar pa v večini primerov, razen če se ne gre za neke večje zneske, se ne splača. Oziroma je to kar težko. Zato tudi mogoče drago je, sploh če govorimo o kakšnih nemških družbah ali kakorkoli. Zato tudi večinoma tudi te ETF in to, ki izplačujejo dividende, so ponovadi ustanovljeni v nekih državah, kjer tega davka na viru ni, recimo najbolj znan primer je Luksemburg.
Aktivno trgovanje, tukaj imamo eno vprašanje, kako postopate k poročanju davkov oziroma k oddaji napovedi davčne, 500 nakupov in prodaj, samo terminske pogodbe. Zanima me predvsem vidik obvladovanja tako velikega števila tradov v povezavi s poročanjem na FURS. Kako vidva gledate na to, ker to, če si aktiven trgovalec, pa imaš 500 transakcij, to je kar veliko, ne? Je veliko in za vse te transakcije moraš imeti podatke. Dejansko vse prodaje, ki so se zgodile, jih moraš napovedati kot prodaje in pa seveda moraš imeti podatke tudi o nakupih, a ne? Že zaradi tega, da sporočiš ta prave osnove za obdavčitev. Tako da tukaj, če se že greš, ta active trading, se moraš zavedati, da potegne to za sabo tudi določeno administracijo, ki jo moraš voditi, podatke, ki jih moraš zagotoviti za FURS. Naslednje vprašanje je pa, a to predstavlja že dejavnost zate, ne? Se pravi, če imaš ti to nekega bota, ki ti sam trada, in si zraven recimo redno zaposlen, se imaš nek aktivni prihodek, potem načeloma to ne bi moglo kvalificirati kot tvoja glavna dejavnost, če pa od tega živiš, ali pa še hujše, ne? Če tradaš tudi z denarjem, ki ti ga drugi dajo, v tem primeru pa jaz mislim, da tukaj že gre za dejavnost. Ja, oznake, tukaj se je en primer zgodil in sicer, da kupuje delnico Shella za oznako, pač taka, kakršna je, in potem se je oznaka zamenjala v drugo oznako. Kako v bistvu zdaj to prijaviti FURS-u? Ker ISIN je tukaj ključen, ne? Ja, to sem hotel omeniti, ne? ISIN je tisti, kot sem že prej rekel, EMŠO, ne? Ker lahko pride do preimenovanja delnice, ampak je to še vedno ista delnica, če je isti ISIN, ne? Če se je pa spremenil ISIN, potem pa je treba tukaj pogledati, kakšna je bila ta korporativna akcija, ki se je zadnji zgodila, je prišlo do kakšnih pripojitev, zamenjav delnic in tako dalje, ne? Tukaj so pa potem tudi lahko kakšne davčne posledice. Ja, mislim, če posebej v primerih, kadar pride do cepitve delnice, ne, ko iz enega ISIN-a dobiš dva, in tudi vrednost vsakega vrednostnega papirja je pol drugačna, se je treba malo bolj pobrigati. Tukaj pa, kjer prija samo do zamenjave oznake delnice, brez da je prišlo do spremembe njene vrednosti, tega ni treba ločeno na FURS prijavljati, če niste hkrati v tistem letu tudi odsvojili kakšne delnice, ne. To je tako, kot če bi, ne vem, imel hišo, pa bi se spremenil samo naslov, ker bi preimenovali ulico, ne. Še vedno je ista hiša, samo naslov je zdaj drugi. Je kako pa v primeru cepitev, kolikrat se pa zgodi, da dobiš iz enega ISIN-a potem dva ISIN-a, če se zgodi cepitev? Ni bil lih Alphabet lansko leto, ko je šla delnica na pol. Aha, in sta potem dva ISIN-a nastala iz tega? Ja, dobiš, prej si imel eno delnico, recimo, ki je bila vredna 5 z oznako A, potem dobiš pa dve druge delnice, ena ima oznako B, ena ima oznako C, ena je vredna 2, druga je vredna 3. S tem štartajo, ne? Aha, ok, ker recimo v Sloveniji smo tudi imeli primer cepitve, recimo Petrola. Kako pa je recimo pri nas v tem primeru, a se je tudi, mislim, da se ISIN ni spremenil, kot imam jaz v spominu. Tega ne vem, ampak na KDD-ju se da dobiti vse te podatke. Tudi letno poročilo Petrola. Ja, pri tej cepitvi Petrola v bistvu šlo samo zato, da se je število delnic povečalo, pa seveda njihova vrednost je šla dol, ne? Ampak še vedno gre za istovrstne delnice, jaz razumem. Ok, ja. Ja. Z istim ISIN-om, lahko pa seveda da pride do razdelitve, ne, pa so potem različni razredi delnice, ne, potem pa seveda imamo različne ISIN-e. Tako da jaz mislim, ja, tako kot Ivan si že prej rekel, ne, tukaj treba vsako tako akcijo pogledati v detajle, zakaj gre, ne, potem tudi ustrezno poročati. Ja, in včasih te akcije so kar tudi mogoče malo zahtevne za neke v bistvu začetnike. Iskreno povedano se mi zdi, da nekih akcij v Ameriki je kar precej takšnih akcij in seveda moraš potem se poglobiti, tako da ne to delati tik pred zdajci, preden oddajemo napoved, ker to zna biti zelo zamudno ugotavljati. Tu je valute, kako je s prijavo prodanih delnic, ki so bile kupljene v tujini. Primer, Interactive Brokers mi ob nakupu delnice, ki kotira na Nasdaqu, avtomatsko pretvoril evre v dolar, pri prodaji pa je pretvoril iz dolarja nazaj v evre. Kako je s prijavo? Tukaj treba biti zelo pozoren, ne? Zato ker platforma ali pa banka uporablja nek svoj menjalni tečaj. Ne? Za davčne namene pa zakon predpisuje, da je treba uporabiti tečaj ECB-ja. Torej, tukaj ne sme biti avtomatizma, da vi te vrednosti predpišete
v davčno napoved, ampak morate pogledati točen datum transakcije, prodaje in pa nakupa, pogledati, kakšna je bila vrednost v dolarjih in potem po tem uradnem tečaju ECB narediti pretvorbo v evre. In te vrednosti potem navesti v davčno napoved. Tako da ne smete uporabiti tega menjalnega tečaja od trgovalne platforme. Jaz bi mogoče še eno stvar dodal. Čeprav Forex načeloma ni obdavčen, se vam pa v teh primerih, ko prodajate delnice in delate pretvorbe valute, lahko zgodi, da boste dejansko plačali davek na menjalni tečaj oziroma na dobiček pri menjavi valute. Čisto konkretno, če ste vi kupili neko delnico za $500 in jo potem tudi prodali za $500, se pravi za nominalno enak znesek v dolarjih, če se v vmesnem času spremenil tečaj evro-dolar, ste lahko naredili dobiček ali pa izgubo. In ta zadeva bo potem obdavčena kot kapitalski dobiček, čeprav je to vsebinsko, Forex. Tukaj imamo o tem še eno vprašanje. Nakupi prodaja isti dan, po kakšni davčni stopnji se potem obračuna dobiček, ki smo ga ustvarili pri enodnevnem trgovanju z različnimi inštrumenti. Tukaj sicer omenja tudi kripto, ampak valutno trgovanje s terminskimi pogodbami. To pa sprašuje Nejc. Ja, zdaj tukaj treba najprej pogledati, a govorimo o nekih izvedenih finančnih instrumentih, tukaj imamo potem stopnjo 40%, če pa gre za neke vrednostne papirje, je pa stopnja potem 25%. Kripto ni obdavčen, valutno trgovanje, kot se rekel Ivan, pa tudi ne. Nakup ali vložek, kaj je razlika? To je tudi eno tako vprašanje pri izpolnjevanju napovedi. Kaj je razlika med nakupom in vložek kapitala in kateri je pravi za enostaven nakup ETF-a? Po defaultu je izbran vložek kapitala. To sprašuje Martin. Ja, zdaj, če ste vi kupili to na borzi, je pravilna nakup, ne vložek kapitala. Medtem ko vložek kapitala je v primeru, da ste vi recimo ustanovili DO, pa ste takrat plačali ta začetni kapital, takrat je treba pač potem, da to kot vložek kapitala. Drugače je pa nakup. Ja, vsebinsko, za namen obdavčitve je pa popolnoma enako. Kriptodavki, kaj bo zdaj s tem? Ja, nekako je zadeva zamrla, potem ko se je kriptotrg malo ohladil in ni bilo več tazga interesa po pobiranju davka. Tako da tudi ta zadnji zakon o obdavčevanju trgovanja s kriptovalutami, ki je šel nekako v smer, da načeloma stvar ne bi bila obdavčena, dokler bi stvar tradal samo zase, oziroma da bi dovolil neko oprostitev do višine 10,000 evrov, potem kar bi bilo pa presežka, bi pa priznavali še normirane odhodke. Mesec avgusta lansko leto je bil podan, potem je pa zadeva kar potihnila in je, oziroma avgusta predlani, 21. Potem je pa zadeva potihnila in zaenkrat se nič ne dogaja. Sem prepričan, da ko bo začel kriptotrg se spet malo ogrevati nazaj, ko bo tečaj začel rasti, ko bo ljudje spet začeli vlagati noter, bo pa tudi stvar spet aktualna ratala. Mogoče pripravljajo, kaj glede na to, da se kuha neka davčna reforma, mogoče bo tudi to vključeno. Zna biti, ampak zaenkrat ni nobenih signalov. Zdaj imajo preveč drugih opravkov z drugimi zadevami. Nadzor FURS-a, to smo že odgovorili tam malce prej. Takoj se lotijo praktično, ko damo napoved, grejo v raziskavo. Pogoste napake, to je ena zelo pogosta napaka, ki jo vsako leto ponavljajo, in sicer, da posamezniki napovedo dohodek v neto znesku in ne v bruto, pravilno pa je bruto znesek. A lahko mogoče zelo poenostavljeno povemo, kaj je bruto znesek, da bojo ljudje vedeli razliko med neto in bruto? Ja, zdaj, bruto znesek je tisti znesek v bistvu po sklepu izplačilu dobička. Običajno, medtem ko neto znesek je pa tisti, ki ga vi dobite na vaš račun. In razlika med bruto in neto zneskom je ravno tisti davčni odtegljaj, ki se plača lahko v tuji državi. Zdaj, če tega davčnega odtegljaja v tujini ni, potem je bruto enako neto. Če pa je, potem pa iz tega naslova nastane ta razlika. In pomembno je seveda, da se dividenda napove v bruto znesku, tisti v tujini plačan davek pa se uveljavlja kot odbitek od tujini plačanega davka, ne kot zmanjšanje višine dohodka.
Zdaj, tukaj tudi eno zadeva, na katero opozarjajo, tudi dividende, ki se takoj reinvestirajo, je treba napovedati pri davčnem organu, ker se šteje, da so dosežene, ne glede na to, da doplačila ni bilo, da niso bile dosežene, so bile pa dividende reinvestirane. Ja. To smo tudi že danes večkrat povedali. Ja, držijo, ker šteje se, da si dohodek dobil, kot je bil dan na razpolago. Ne. Se pravi, ni nujno, da ga dobiš izplačenega na TRR, če se je tvoje premoženje na račun tega dohodka povečalo, se šteje, da ti je bil dan na razpolago in takrat prije do obdavčljivega trenutka. Tudi ta tretja točka, napovedi se vlagajo, če imaš več kot 10 transakcij elektronsko preko sistema e-davki. Je tukaj še kaj za dodati? Ne, to smo že na začetku smo na hitro povedali glede načina vlaganja. Evo, prišli smo do konca. A je mogoče še kaj za kakšno vprašanje, na katero nismo odgovorili, pa bi bilo fajn, da odgovorimo? Vidva, imate mogoče še kakšne primere iz prakse, Ivan, Jure? Ne, mislim, nič tako posebenega. Mislim, da smo dosti dobro obdelali osnove, predstavili, kaj je treba imeti, kar se tiče podatkov, kako izpolniti svojo davčno obveznost. Mogoče samo še čisto iz prakse. Načeloma piše v zakonu o davčnem postopku, da bi mogel davčni organ do 30. aprila izdati vse odločbe o odmeri tega davka, ampak v praksi temu ni vedno tako. Pridejo včasih v zamiku, pridejo v več različnih tranšah napovedi. Treba je pa vedeti samo to. Tudi če bo odločba izdana kasneje, kakor pravi zakon, ne bo treba nobenih dodatnih obresti plačati iz tega naslova, ker pač ta zamik ni nastal po krivdi zavezanca, ampak je to stvar, ki je na strani davčnega organa. Ja, bi pa mogoče jaz še nekaj dodal, če smo bili v rokih, da pa tudi včasih vidimo težavo, da sploh mogoče ne toliko pri teh trgovalnih platformah, da se relativno hitro dobi spise, ampak pri kakšnih bankah ali pa kjer so sredstva v upravljanju, počasih tudi traja kar nekaj časa, da se dobi te reporte, na podlagi katerih se potem pripravi davčne napovedi. Včasih tudi oni rabijo kar dalj časa in gre potem to preko roka za vložitev napovedi. V tem primeru samo prijava lahko pomaga. Tako, samo prijava sigurno, oziroma če bi lahko na katerih primerih celo se FURS uspe prepričati, da gre tudi pač za neko iz upravičljivih razlogov, vložitev napovedi po poteku roka iz upravičljivih razlogov. Ampak to je stvar, meseca, 2, ne pa zdaj dlje. Ok, jaz mislim, da smo odgovorili na več ali manj ključna vprašanja. Mislim, da bodo gledalci tudi z veseljem si to epizodo pogledali na YouTubeu, pa tudi kakšno vprašanje, enostavno moraš si malo časa vzeti, da skonzumiraš vso to vsebino. Ko je govor o davkih, je treba si malo več časa za to vzeti. Zahvaljujem se vama za to, da sta investirala ta čas, da sta poučila naše gledalce in poslušalce o davkih. Tik pred zdajci, 28. februarja, jih bo treba oddati. Prepričana sem, da bo marsikdo lovil zadnjo minuto, zadnjo sekundo, tako kot je lansko leto, tik pred polnočjo. Tako da letos sem pa rekla, da se to ne bo zgodilo in imam že kar precej pripravljeno za oddajo. Tako da, kako pa pri vama, sta tudi vidva pripravljena že na te avanture 28. februarja? Ne, čisto zgrito, ne še. Je še treba se prišlimati. Ja, mi smo našim tem zavezancem, za katere vsako leto to pripravljamo in že kar nekje v sredini januarja pošljemo opomnik, da je treba to... Grozilno pismo. Tako, zdaj eni so bili že pridni, za ene pa že vemo, da bojo poslali verjetno zadnji teden ali pa zadnji dan celo. Super, še enkrat najlepša hvala za odlično debato. Naslednje leto se pa verjetno spet vidimo, kaj ne? Verjetno. Ne bo zmanjkalo za debato, verjamem. Tem ne bo zmanjkalo, Mogoče, če se bo zgodila res davčna reforma, pa bomo imeli pa res samo o teh novostih, ki so jih zakuhali v naši vladi. Tako da, najlepša hvala, želim vam prijeten dan, prijeten večer. Dragi gledalci, poslušalci, hvala, da ste bili z nami. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.